Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Life Story. V oddaji, kjer gostimo različne goste in danes smo se odločili, da v svoje goste povabimo zanimivega gosta, ki ima zapovedati tako za mlado občinstvo, tako za starejše občinstvo. Poprašali ga bomo, skozi katere svoje izzive je šel v svojem življenju in lepo pozdravljeni Tomi Gomilšek. Najlepša hvala za tako čudovito napoved in pozdravljeni tudi vi. Kako naj te ljudje spoznajo tisti, ko te sploh še ne poznajo? Najlažje začeti kar na začetku. Ok, kdaj si se rodil? Torej, moje ime je Tomi Gomilšek, prihajam iz Ptuja, kjer sem tudi rojen. Sem 92-letnik, rodil sem se na Ptuju, živel sem na Ptuju in tudi ostal na Ptuju, kjer danes delam in živim še danes. Ok, rodil si se mami in očetu. Tako. Kdo je mama, kdo je oče? Ne rabiš zaradi imena, nismo tle na zasliševanju. Moja mama je Zdenka, tako bi rekel vsak otrok, to je najboljša mama na svetu, katera je skrbela za mene. Otroštva ravno nismo imela blestečega, čudovitega, nekaj začetnih let sva živela sama. Zakaj? Očeta ne poznam. Zanimivo. O očetu nikoli nisem govoril, niti stopil v stik z njim, nikoli ga nisem niti spoznal. Pa živi? Oče še živi, ne vem, kje je, vem samo, kar mi drugi povedo. Bi ga rad srečal? Niti nimam želje, zaradi tega, ker dokaj hitro je mama spoznala partnerja, kateri je začel živeti z nama in danes jaz njemu pravim oče, kar tudi za mene je oče. Jaz pravim oče, lahko vsak dober oče so lahko le redki, ki je živel z mano, me vzgajal in da sem danes odrastel v takšno osebo, kot sem, gre tudi zahvala njemu. Zato mu tudi pravim oče. Če govorim, ko rečem oče, govorim o bistvu očimu, ampak jaz ga imam za svojega očeta. Vendar prva 3 leta in pol z mamo nisva imela lahkega življenja, živela sva sama, ampak se s časom začela stvar popravljati, kadar je prišel očim, torej oče, kateremu pravim tako danes. Živeli smo skupaj, mama takrat gradila hišo, v kateri še oče in mama živita danes. Jaz sem se odselil, jaz živim za sebe, ampak tam sem živel dobrih 23 let za njima, kjer sem tudi odraščal. Imaš kakega brata, sestro? Ne, edinček. Okay. Edinček sem. Tudi očim nima otrok od prej, ampak je mene vzel za svojega otroka. Lepo. In tudi mi reče sin. Zelo lepo. To je en del pač mojega otroštva, kjer sem odraščal. Si prišel z kmetije, si prišel iz meščanskega reda, kje si odraščal v bistvu? Živel sem v mestu, torej po domače rečeno čisti uličar. Blokovsko naselje ali hiše? Okay. Hiše. Živeli smo v hiši, tudi pri babici, ko sem bil v hiši, drugi babici hiši. Nikoli nisem imel stika z blokom, tako da ne morem reči, da sem tiste vrste uličar. Čeprav vsi so imeli, ljudje, ki so bili ven iz mesta, so tako nam vsem pravili, glej jih uličare, ne? Zato bi rekel uličar. In je polja babica rekla, ok, mama in oče sta delala, takrat je mama imela trgovino za čevlje, oče je bil v kolesarstvu, v Perutnini Ptuj, kjer je v bistvu potoval po svetu in je babica rekla, nič pol pa ne pride vnuk k meni. In jaz sem v bistvu odraščal pri babici. Babica me je učila abecedo, babica me je učila številke in pripravljala za osnovno šolo. Babica je bila gospodinja, že takrat v penziji in njej sem v bistvu pomagal pri teh domačih opravilih. Babica je zelo velika kuharca, ona poskrbi za celo družino in tam sem se jaz učil in odraščal. Dedek je delal, dedek je do konca vodil svoje podjetje, je tudi bil malo doma, tako da v bistvu jaz sem bil babičin ljubljenček. Ok, dosti govoric okrog, zato pa raj tebe direkt vprašam. Tomi je vse od dedja dobil. Daj mi nekaj o tem dedju povej. Ga ne poznam, nisem slišal, sam kar sem prebral, pa mogoče sem večkrat videl okrog, pa bi rad, da ti v bistvu svoj vidik poveš. Dedek je točno en dan, preden se začela ta korona, umrl. Okay. Vendar ne zaradi... Lepo, tam gori. Hvala, vendar ne zaradi virusa. Mi smo imeli še pogreb, potem je v bistvu prišel ta lockdown. No, dedek pred tem, če se vrnemo spet nazaj na moje otroštvo, dedek je v bistvu imel kovino strugarstvo, svoje podjetje, izdeloval je zobdikne reduktorje, njegova tradicija še danes gre naprej, ki jo vodita mama in oče. In ja, v osnovni šoli se me je prijel zdevek
to mi je pa vnuk po poklicu. To sem mislil, da. To sem slišal dostkrat. Zaradi tega, ker to ti ni bilo lahko. Ne, na začetku me je ful bolelo, prizadelo me je. Ja. Bili smo v osnovni šoli. Edino, kar je bila razlika med mano pa ostalimi, je, da recimo jaz sem res imel neke brendirane znamke, ki sem jih že takrat nosil. Mama je imela takrat trgovino s čevlji, hodilo se je po čevlje v Italijo, že takrat so bili znani ti Dolce Gabbana, Gucci, Versace, to še takrat ni bilo pri nas in jaz normalno sem bil tako oblečen, kot vsaka mama dala tudi na mene, da bo sin najboljši, najlepši, da bo najlepše izgledal. Misliš, da ti je s tem delala korist? V bistvu bolj slabo, ker mama ni vedela, kaj se dogaja v šoli in s tem, da sem jaz prišel z najboljšim avtom v šolo, ampak nisem se jaz prepeljali so me starši. In to je edina razlika med mano in ostalimi bila. Okay. In tu so potem delali že učitelji razlike med mano in drugimi. Učitelji tudi, ne samo sošolci. Tako. Okay. Zelo pomembno je bilo, kdo si, odkot prihajaš, kako se pišeš. Ampak jaz o tem takrat nisem vedel nič, jaz sem bil v osnovni šoli. Jaz sem se učil enako geografijo, jaz sem se učil enako biologijo, jaz sem enako matematiko imel. Isto sem moral pisati test, isto sem šel na valeto kot ostali. Nisem preskočil razreda, doma sem se moral učiti. In tu so začele razlike in mene to prizadelo, ker jaz vse, kar sem želel imeti, so bili tisti moji prijatelji, sodelovati, ampak vidim, da pa pogledi niso bili enaki. In takrat se je začelo to, vse on pa vnuk po poklicu. V bistvu so že lepo prešla na drug del, na drugo točko. Kateri so te momenti, ki so te naredili, da si to, kar si danes? To je bilo kasneje, šele po srednji šoli. Tu moram kar nekaj korakov preskočiti. Mene to zelo bilo je ubitačno poslušati cele dneve. Ampak so rekli, joj, Tomi in njegovi sošolci, bili smo še 2-3 takšni, samo da se jih rešimo, take generacije ne bo več. In res je ni, ker mi smo bili živi, bili smo nagajivi, imeli smo 101 del, vendar nismo se pretepali, nismo imeli stika z drogami, niti cigaret nismo kadili, nismo nosili alkohola v šolo. Je res, da smo delali druge, ne vem, smo razbili šajbo zaradi tega, ker smo fuzbol špilali notri v učilnici, ki ne bi smeli. Te stvari. Dobar, ja, okay. Je tu pa tam bil kakšen vandalizem, smo kakšen stol uničili, popisali mize, ampak nismo se pa pretepali, nismo nadlegovali nikoga. To, kar se danes dogaja, to je šlo čez vse meje dobrega okusa, če se mene vprašal. Zakaj misliš? To dela internet. Moje mnenje. To dela internet. V kakšnem smislu? Internet, vsi želijo in iščejo neko popolnost. Vsi bi radi bili Justin Bieber, Kim Kardashian, recimo gledam, ta McGregor je ogromnim ljudem vzor, ampak on je videl, čemu se on odrekel, da se tako obnaša danes. Oni pa preskočijo, pa jih se vsi radi obnašali tako kot on. Instant. In oni bi radi bili tam. Instant, z danes do jutra. Tako. Ne ve, koliko enega dela v ozadju. Koliko je to Švica, koliko je to odrekanja. Tega oni ne vidijo. Oni bi samo imeli, vsi bi bili bogati, vsi bi bili popolni, pa vsi bi radi bili slavni. In danes do te slave navidezne se pride točno s takimi posnetki, ko smo zdaj videli v Celju, ko se je zgodilo, ker to posnetek zakroži na medmrežju in to se njim zdi, da so frajerji, da so cool. Ampak to je daleč od tega, kamo le od kakve popolnosti. Ampak danes to mladini povedati je zelo težko. Njih zanimajo všečke, njih zanimajo šeri, njih zanimajo komentarje in to je en boom in oni so zdaj zvezde granda. Da na nekem takem gradiš svoj šer. Mislim, ko bi šel enega pihant, razumeš, zdaj bo pa to delil, pa čakaj malo, kje smo mi pristali? Mislim, to ni moralno. Drugo je, da bi delil, evo, lej, to mi tle sem ti dal pa mutiko, pa kram, zdaj pa mi je posadila, ne vem, koliko solatka, razumeš, pa krompir sva šla v kopa, dajmo šerati to malo, ne? To je ravno tako, kot mi, ko dobro delo naredimo, ne vem, zberemo hrano, zbrali smo 3 tone hrane z Leo klubom, ne zbrali, nabavili in nesli socialno ogroženim. Jaz sem to podelil, to je bilo 60 všečkov, 4 komentarje. Ko sem se slikal Ferrarijo, to je bil pa boom, ampak s tem nisem jaz nikomor pomagal. Jaz sem samo slikal v Ferrarijo, to je bil pa boom. To so ljudje pa všečkali. To je bilo pa pomembno in tu so ljudje kregali, ker pri njemu se ga dede kupo, se nima veze, on si ga niti zasluži, sam si ga niti tankat ne more. To je pa raslo in to je bil rating rasto. Čakaj, tam smo 3 tone hrane zbrali, 150 družin nahranili, pomagali.
Ne, to, svaka vam, čas, bravo, 3 komentarji, super, adijo, bilo in prošlo. Zato je tisto večji bum kot nekdo, ki bo naredil nekaj dobrega. To mi je zanimivo. Ja, in to je V kakšnem svetu, mentalnem svetu govoriva? Misliš, da živijo te ljudje? A misliš, da je od danes do jutra, da bi imeli Ferrarija? Zdaj si doskrat v tem električnem avtu videl? Tako, Tušekova. Ja. Tušekov, ja. Ampak si tudi nisi kupil za 2 milijona, da ne bojo ljudje mislili? Ne, ni moj. Ja. Je pa res, da delamo za njega ene dele. Mi pravimo temu zobniku, niso to so rotorji, ampak za lažjo predstavo ljudem rečemo, da so to zobniki. Ampak delamo ene dele za ta avtomobil. Tušek je pa res vreden 2 milijona. Vse slikamo, vse vozimo, vse peljemo. Ampak ni pa v moji lasti. Cool model, nisem ga nikoli še srečal. Tušek, Aljoša Tušek, lastnik tega avtomobila, zelo cool človek. Cool. In tudi Ptujčan je. Z veseljem ga enkrat tu povabimo. Me zanima njegova življenjska zgodba. Z veseljem verjetno bo tudi prišel. Evo, super, super. Ok, da se vrnemo pol tukaj nazaj, bova rekla, kateri so tisti momenti, ki so tebe definirali, da si danes to, kar si. Moram omeniti gledalcem, da mi je zelo interesanten pri Tomiju. Naravno mu je, da te vika, čeprav se rečem, da ne me vikati, prosim, kje si se naučil te ulike, kdo te je navadil te ulike, zakaj je ta ulika? A veš, ni tako, kot je eno, ko ti zdaj meni pa tako, ne, ti imaš svoj stil, ni prefinjen, da bi rekel, ne bi to sladen, ampak je tak, bom rekel, ko v poslovnem svetu se znaš z vsakim lepo, odkrito, pošteno, brez celofana, brez mašnice, z vsakim pogovarjati. Saj jaz imam tako občutek, mogoče me bo tukaj spluval, pa bi rekel, ti ga ne poznaš, ono tretjo. Ne vem. To je mamina šola, to mora iti zahvala mami. Okay. Mama je vedno rekla, Tomi, denar ne naredi človeka, denar samo pokaže, kdo v resnici je. Bravo. Če si kreten brez denarja, boš denarja samo še večji kreten. Ja? In zdaj tu sta resnično 2 Tomija, tako kot ste rekli, bo pa nekdo se našel, ki bo komentiral. Tudi jaz zdaj pogledam globoko v kozarec, mi ga malo prevrže, imam včasih nevmesne v kafani, ampak recimo ljudje, ko provocirajo, tudi jaz znam nazaj kaj reči, tako da ni zmeraj tako. Ampak je pa matematika moja zelo preprosta. Če človek dober do mene, sem jaz tudi dober do njega. To je lahko kot pasol. Denar ne pokvari ljudi, denar naredi ljudi takšne, kakršni so, vprašanje so v globini sebe pokvarjeni ali so dobri. In mnogo ljudi je strah denarja, zato ker jih je strah, da bi ta denar na površje priplaval vso njihovo notranjo bit. Zdaj pa vprašanje je dobra ali slaba. Ti se denarja ne bojiš? Ne, zaradi tega, ker sem živel s tem. Ampak ogromno ljudi mi reče, to mi denar spremeni človeka. In jaz se pošalim in rečem, ja, zato ste vi že celo življenje iste. In pošalim se, da ampak jaz bi si mogoče želel, da bi vsi ljudje na tem svetu vsaj enkrat dobili na bančni račun 1 milijon evrov. Da bi videli, da to ni odgovor na njihove težave. Denar ne bo rešil vaših problemov. Večjemu bo naredil še večje probleme. Če niste navajeni na denarja, se navajeni boriti, denar vas bo popolnoma uničil. Če nekdo zadane na lotu, če zna z denarjem, pol bo z tega naredil pravljico. Če ne zna z denarjem, bo bil še večji revež, kot je bil prej. Ne pomaga ne milijon, niti 10 milijonov. Kje ti misliš, da se potem zatakne pri ljudeh, da si vsi želijo tega denarja? Vsi bi ga imeli, a v bistvu ga niso zreli. In jim pol to nič ne pomeni, kolikor če bi tudi zadel na lotu, 1 milijon, evo ga. Zatakne se pri vtisu, ki ga želijo narediti na druge. Torej, če jaz dam na sebe Rolex, še imam vedno iste probleme. Nič se ne bo spremenilo. Ljudje, ki me imajo radi, še me vedno imeli enako radi. Če se prepeljem z Bentleyjem, bodo ljudje, ki me cenijo, še vedno isto cenili, kot da se je prepeljal z Renaultem. Če dam brandirano srajco na sebe, ljudje, ki me spoštujejo, bodo še vedno isto spoštovali, kot da bi prišel v trenerke. Pa misliš, da ljudje ful drugače gledajo? Zelo. Tu nastane neka zavist. In ljudje v bistvu porabljajo denar, ki ga nima, samo zato, da bi impresionirali druge, da bi naredili vtis na druge. Kaj si bo pa sosed mislil? Dajmo vse narediti, kredite vzeti, leasinge, samo da bomo imeli boljše, kot ima sosed. In celo tudi v vesoljski ladji živijo, samo da bi bili boljši kot sosed. Kakšen imaš sam do sebe občutek na lestvici od 1 do 10, do katere stopnje si nekako prišel? Pri meni je zmeraj bil problem to, da nikoli mi starši, ne dedek, niso dali
fizično denarja. Jaz nikoli nisem imel denarja fizično. Okay. Naredil sem maturo, dedek mi je kupil avto v vrednosti 120 000 evrov. To je bil moj avto. Potem je prišla registracija, zavarovanje, cestnina, ki je bilo 6 000 evrov pa pol. To smo pa sam plačati. In on mi pravi, se če nimaš tega denarja, ne moreš vsakega avta voziti. Sem rekel, dedek, jaz nimam en dan delovne dobe, jaz sem zaključil maturo. In pol je boga mama mi mogla avto zavarovati in plačati še na mladega šoferja, ne vem kaj vse, da sem lahko avto vozil. In jaz se tam prepeljem z novim Mercedesom, lepo oblečen, cesare pa čoti čevlje, stopim ven, nisem imel pa 5 evrov za pijačo. In on je reče, kaj ti tebi, ki te dedek dal, ti ki imaš. Nisem imel pa nič. Imel sem novi avto, bil sem lepo oblečen, naredil sem maturo, imel sem najnovejšo uro. Pa si se počutil revnega? Zelo. On je prišel s kolesom, lepo je jedel, je lepo je pil, gostil prijatelje. Jaz pa nisem imel nič, jaz sem rekel, da nisem žejen sredi kafane, ker nisem imel. Jaz sem prišel ven, maturo sem naredil in to je to. Nisem imel en dan delovne dobe, zaradi tega, ker mamina matematika bila, ne dajemo denarja, pokvarili ga bomo s tem. Ne? Mogoče tudi dedek zelo slabo delo. On je dal, ampak nikoli denarja. Nikoli. Jaz še vem, da enkrat, ko sem šel ven, ko smo šli žurat, to je bila srednja šola in pravim jaz, rabo sem neki denar za pijačo. Pravim, dedek, imaš kaj denarja? In dedek je tako gledal poročila in me pogleda, pravi, jaz, koliko češ, ampak vseeno hvala, da te skrbi za mene in gleda dalje. Kjer je legenda? Ja. Dedek ni dal denarja, niti centa od sebe. On ni dal niti centa za parkirno uro. In jaz nikoli nisem imel denarja in jaz sem začel hoditi imeti fizično denar. In pol meni še mama, vem, da plača fakulteto. So rekli, če greš pa izredno, boš sigurno naredil. No, jaz sem jim to lestvico podrl, sem rekel, ne, jaz sem to pustil in sem začel delati. In sem začel delati, ker sem želel imeti svoj denar. In jaz sem se trudil, delal sam, ampak še vedno so ljudje rekli, se ti tebi, ki dedek da, kot mi dedek da, če moram delati za svoj denar, da sem imel. In tako se je začelo to. No. Kdaj si pa začel delati za denar? V srednji šoli moja prva zaposlitev, v bistvu ni bila zaposlitev, jaz sem bil redar. Ok, cool. Redar v eni diskoteki, med vikendi sem delal in mogel sem usmerjati avte, da niso parkirali pri sosedi, ker potem so imeli lastniki težave. In pol so mi ključe metali, da je ti, in jaz sem imel tako speedovko, dvakrat preveliko sem mahal in vem, da stopi ena gorila ven. Pravi, ti boš meni govoril, ki me jaz parkiral. Pravi, gospod, ne biti nasramni, ker se ne bo dobro končalo. In potem, kaj si rekel? In on mene prime, seveda varnostniki, jasno preletil in ga položil na tla. In jaz tisto preveliko speedovko sem vam rekel, da se ne bo dobro končalo, sem vam lepo povedal. In to je bila moja prva zaposlitev, jaz sem bil kot redar. Potem pa je oče imel rezervne dele za tovorna vozila in jaz sem začel prodajati olja in mazive, ki še danes imam, ki sem bil distributer za Slovenijo, da sem si začel delati neki svoj denar, svoj dobiček in tako se je začelo to širiti. Danes pa sem v tej stroki, ki sem za CNC stroje, kjer delam zobnike in reduktorje. To delaš v bistvu pri mami? Ali imaš svoje podjetje? Imam svoje podjetje znotraj celotnega podjetja. Okay. Ko je mama prevzela v bistvu detkovo podjetje, je bilo nekih nestrinjanj v smislu, ok, zdaj bo glede financ pa tega malo lažje, zdaj ko ni detka, ker dedek je bil, on ni dal niti centa, kot sem rekel od sebe. Prišla mama, zdaj je še lepo stalo težje, zdaj pa treba striktno. Mami je pomembno, da so plačani račune, da ni kreditov, da ni leasingov, da so plače za delavce, če pa nam kaj ostane, je pa več kot dovolj. Časi bojo težki, mama reče. Sem rekel, mama, tako se jaz njih moram širiti, mislim, ne. In sem rekel, ok, mama, grem jaz na svoje, sem nabavil svoje CNC-je, imam svoje podjetje in sem začel sam. Cool. Deva reči pa še nekaj o tvojem privat življenju, da nisva toliko pri poslu, pri denarju, pri temu.